Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V mestni občini Celje bo letos osnovne šole obiskovalo manj otrok kot lani. Zadnji konec tedna je bil v Spodnji Savinjski dolini v znamenju rejlija. Festival Sevix si je v Celju letos ogledalo 750 ljubiteljev klasične glasbe. 3 košarkarice Cinkarne Celje, evropske kadetske podprvakinje. Ota Požin v najboljši peterki evropskega prvenstva. V mestni občini Celje so na novo šolsko leto dobro pripravljeni, zatrjujejo odgovorni v občinski upravi in celjskih šolah ter vrtcih. Celjske osnovne šole bo v novem šolskem letu obiskovalo 4066 otrok, celjske vrtce pa nekaj več kot 1566 malčkov. Prvič bo šolski prag letos prestopilo 357 prvošolcev, kar je 88 manj kot lani. Slovenskim šolarjem je ostalo malo manj kot teden šolskih počitnic, zaposleni na šolah pa so že pripravljeni na novo šolsko leto. V teh dneh urejajo še zadnje podrobnosti. Na šolah v mestni občini Celje pa so poletje izkoristili za nekatere investicije v šolske objekte. Kaj pa šolarje čaka od 1. septembra naprej? Novo šolsko leto vedno prinaša nove izzive in priložnosti. Ključne novosti na državnem nivoju so na vsak način prenovljen zakon o osnovni šoli, ki prinaša številne stvari, s katerimi lažje vzgojno delujemo v šoli. Potem nadaljevanje razširjenega programa. V Celju se pridružujeta razširjenemu programu tudi osnovna šola Hudinja in prva osnovna šola Celje. Na šolah pa še vedno poteka prenova učnih načrtov in katalogov znanja. V sodelovanju s Svetom za preventivo in varstvo v cestnem prometu pa bodo zagotovili varovanje šolskih poti naslednji teden. Opozarjamo vse otroke in starše, da so takrat v prometu še toliko bolj pozorni, ker vemo, da otroci so včasih zelo nepredvidljivi. In opozarjamo tudi, da je potrebno skiroje, naprimer na skirojih in kolesih uporabljati varnostno čelado in na tak način zagotoviti tudi varno pot v šolo in domov. Pri varovanju šolskih poti sodelujejo tudi na mestni občini Celje. Akcija se bo izvajala med 37 pa 38 zjutraj, ko otroci prihajajo v šolo, in pa popoldan med 11:30 pa 13:30, ko zapuščajo šolo. Pri tej akciji sodelujejo društva upokojencev mestne občine Celje, policijska postaja Celje, medobčinski inšpektorat in redarstvo mestne občine Celje in pa Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje. Tudi letos pa bodo celjske šole obiskovali tujci. Kar se tiče tujcev, se je v letošnjem šolskem letu število sicer malo zmanjšalo, tujcev, ki so prvo leto v šolanju v Sloveniji, ampak še vedno kar krepko čez 60 na vseh osnovnih šolah. Kot po celotni državi imajo tudi v Celju nekaj kadrovskih težav. Celjska regija ni izvzeta iz tega, sicer smo glede na državno povprečje nekako, bom rekel, bolje kadrovsko zastopani in smo tudi letos uredili, da imamo kadrovsko pokrito na vseh celjskih šolah. Sicer pa so šole in vrtci v celjski občini deležni marsikaterih investicij. Veliko delamo na prometni varnosti, izgradnji raznih pločnikov, avtobusnih postaj in izboljšanju dostopnosti do šol, hkrati vodimo številne investicije. Tukaj je res letos še posebej aktivna tudi država pri zavodih, za katere odgovarja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, pa tudi sama občina je trenutno v enem večjem ciklu investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Tako že poteka izgradnja novega vrtca na Škapinovi ulici v mestni četrti Nova vas, ki bo potekala še večino prihodnjega leta z rokom za dokončanje del konec avgusta 2026. Ta investicija znaša slabih 5 milijonov evrov, pri katerih se nadejamo tudi sofinanciranja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, tako da v kratkem oddajamo tudi dokumentacijo na razpis. Vrtci pa so sicer edini, ki so odprti
tudi poleti. Po enotah vrtcah potekajo še zadnja vzdrževalna dela, ki bodo tudi pripomogla k temu, da bomo zagotovili ugodne prostorske pogoje, v katerih bodo lahko otroci z novim šolskim letom se učili in s pomočjo teh pogojev tudi nudili kakovostne spodbude za razvoj in učenje. V vrtcih pa bodo lahko sprejeli kakega otroka tudi med šolskim letom. Za šolsko leto 25-26 se je v javne vrtce Mestne občine Celje vpisalo 1555 otrok. Kapacitete javnih vrtcev so takšne, da bomo lahko glede na prostorske pogoje vključili vse otroke, ki izpolnjujejo pogoj za vstop v vrtec s septembrom 2025. Ostaja še sicer nekaj nezapolnjenih mest, kamor lahko vključimo predvsem otroke drugega starostnega obdobja. V nekaterih enotah vrtcah pa razpolagamo še tudi s prostimi igralnicami, zato lahko med šolskim letom tudi v dogovoru z Mestno občino Celje odpremo nove oddelke, če bodo starši potrebovali za svoje otroke mesto v vrtcu. Novo šolsko leto je torej tik pred vrati, nam pa so na celjskih šolah in v vrtcih dobro pripravljeni. Zadnji avgustovski vikend v Spodnji Savinjski dolini je bil v znamenju tretjega rejlija in sicer ta je potekal pod imenom tretji Pixi Lemonade Dolina zelenega zlata. V Avtomoto društvu Vili so bili letos zelo zadovoljni z udeležbo, saj je nastopilo kar 56 posadk iz Slovenije, Italije, Madžarske in tudi Slovaške. Minuli petek in soboto je v Spodnji Savinjski dolini potekalo državno prvenstvo v rejliju, kjer je pod okriljem Avtomoto društva Vili potekal tretji rejli z imenom tretji Pixi Lemonade Dolina zelenega zlata. To je državno prvenstvo Republike Slovenije. V lanskem letu in tudi letošnjem smo dobili eden izmed mednarodnih pokalov, to je CES za starodobna vozila. Tako da ja, namen dirke pa je, da dirko speljamo, kot smo si zadali, prije čim več gledalcev to pogledati in uživajo v relju. Letos se je na dirko prijavilo 56 posadk, prijavljene so iz 4 različnih držav, to je Slovenija, Italija, Madžarska in Slovaška, tako da ja, štartno listo smo bili letos zelo zadovoljni. K organizaciji prireditve so poleg Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec tudi letos pristopile občine Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Mi smo se z organizatorji dogovorili, to pa je Avtomoto društvo Vili, odlično društvo, ki res odlično opravlja to delo, da karkoli bodo poškodovali ceste, bankine, je treba to pomesti, urediti, pospraviti. In to vse teče zaenkrat BP. Jaz upam, da bom lahko po koncu te dirke rekel, vse je tako, kot je treba, lepa prireditev je bila, to je naše srečanje, zvečer je tudi zabava in to je pomembno, da se srečujemo potem s temi tekmovalci, to so čist navadni, fajn fantje. Danes so mi eni rekli, manj nevarno je biti na tej dirki tukaj, kot pa se peljati iz Kopra. Peljali smo se iz Kopra do Žalca, pa smo skoraj dvakrat imeli nesrečo. Kaj pa so povedali vozniki po prvem dnevu rejlija? Ja, pričakovali, cilji so zmeri najvišji. Vseeno moram poudariti, da ta pravi rejli se začne jutri, predvsem oni ta pravi brzinci nas čakajo jutri, ampak ja, vseeno je lepo zmagati na ulicah po mestu, tako da ja, smo res zadovoljni. Ja, tako kot vsako leto je, bom rekel, preizkušnja bila lepo obiskana, kar je super, da je organizatorje poslužilo vreme, tako da kad vsako leto poznamo, bom rekel, dosti dobro to preizkušnjo, tako da to je preizkušnja, bomo rekli, za publiko, jasno se pa tudi mer čas, tako da je fajn, da ne zaostaneš preveč. Pratilo nam je stati tam na drugem mestu, kar je sicer lepa popotnica za jutri zjutraj. Pa v bistvu res nisem gledal časa, ne rezultata, pač tako kot sem rekel, to je za mene doživetje, prvi sem se samo uživati, probati nekaj novega in ja, sem bil zelo navdušen. Mogoče sem malo zgrešil, ker nisem palil dodatnih luči in ja, na koncu zadnji krok sem slabo vedel. Čestitke Roko in pa Marko, naredila sta odličen čas. Mislim pa, da ta hitrostna preizkušnja ni tako pomembna, ker jutri je cel dan dirkanje in tam se bo vedelo, kam kdo sodi in seveda bo odlični boji, vsi bomo hitri, jaz, Mark in Rok, tako da mislim, da jutri bo napeta dirka in vesel sem te dirke v Žalcu, moji največji pokrovitelji so tle doma in zato sem ponosen te dirke in odlična organizacija in super dirka in rad bi, da se vsi vidimo jutri srečno v cilju. Ja, v bistvu je prva preizkušnja potekala zelo dobro. Jutri pa bo kar zafrknen, ampak upamo na najboljš pa, da pridemo skozi, predvsem to.
Z današnjim tem prvim super specialom sem zelo zadovoljen, drugi čas v diviziji, glede na to, da so super speciali zmer taki, ki ponovadi lahko zgubiš dirko, kad pa dobiš, tako da smo kar zadovoljni. Rally je poleg državnega prvenstva Slovenije vključen tudi v koledar prvenstva centralne evropske cone. Festival stare glasbe Sevik, ki je drugo leto zapored potekal tudi v Celju, je na koncerte v Knežjem mestu privabil okrog 750 ljubiteljev klasične glasbe. Prejšnji konec tedna so ga zaključili s koncertom zasedbe Terzo Suono v Celjskem narodnem domu. Med 8. in 22. avgustom je na različnih lokacijah v Celju nastopilo 36 izjemnih glasbenikov iz 6 držav. V 12 dneh so se skupine Fortepiano Ensemble, Škola Romana Ensemble, Mesa di Voce, Bach Collegium Barcelona, Kapela Helvetica, Tres Pajaros, Il Terzo Suono ter Eva Dolinšek in Anja Mejač predstavile z bogato paleto glasbe od 16. do 19. stoletja. Iz vodstva mestne občine Celje so v sporočilu za javnost zapisali, da bodo festival Sevik gostili tudi v letu 2026. Slovenska ženska kadetska košarkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila srebrno medaljo. Članice slovenske izbrane vrste so bile tudi 3 mlade košarkarice Cinkarne Celje, Ota Požin, Julija Bukovec in Ines Fric. Požinova je bila izbrana tudi v najboljšo peterko Evropskega prvenstva. Za nami sta 2 meseca dolgih priprav, ampak zdi se mi, da še se kar ne zavedamo, kaj smo dejansko naredile, da smo se vrstile na svetovno prvenstvo, da bomo prišle z srebrno kolajno in bo rabili še malo časa, da se to usede. Slovenke so svoj pohod na evropsko srebro na prvenstvu v Romuniji začele v skupinskem delu, v okviru katerega so premagale Latvijo in Veliko Britanijo in izgubile proti Španiji. Prve 3 tekme v skupinskem delu so bile res malo slabše, ampak pa smo prebile ta led in se z ekipo na pomembnejših tekmah res zbrale in pokazale pravi karakter. V osmini finala so Slovenke premagale Finsko, v četrtfinalu pa eno od glavnih favoritinj za naslov, reprezentanco Srbije. Na tej tekmi je Požinova dosegla 27 točk, 7 zadetimi trojkami iz 9 poskusov. Že lani smo imeli to čast igrati tekmo proti Srbiji in je bilo to tako zelo sem bila vesela, da smo dobili, čeprav pa tudi zelo živčna, ampak tista tekma je sam se steklo po našem planu. Začeli smo mogoče malo slabše, ampak igro stopnjevale in pol je tudi cela ekipa imela tako dobro energijo in je sam koš obroč bil zelo velik in samo se je šlo noter. Po polfinalni zmagi proti Nemčiji je bilo jasno, da so Slovenke osvojile prvo medaljo v kategoriji kadetin in 3. dekliško odličje za Slovenijo od leta 2017 dalje. V finalu so se mlade rakete dobro upirale favoriziranim Špankam. Tekmo proti Nemčiji odprli smo zelo dobro, ampak druga četrtina je bila malo bolj porazna, ampak smo se sestavili in drugi polcajt odigrali zelo dobro. Tekma proti Španiji je bila pa po mojih očeh zelo dobra, ker smo že 2-krat igrali proti njim in rezultat ni bil tako pozitiven, kot na finalni tekmi. Pokazali smo borbenost, močno igro in se dobro uprle favoritkinjam. Ota Požin je bila skupaj z reprezentančno kolegico Veroniko Ferjančič iz Vipave izbrana v najboljšo peterko Evropskega prvenstva. To je na evropskih prvenstvih A divizije pred njo uspelo še 3 cinkarnarkam, Niki Barič, Ana Mariji Prezelj in Leji Bartelme. To mi zelo veliko pomeni, bilo je dosti nepričakovano in sem zelo počaščena, ker sem bila izbrana med top 5 in to vem, da ni mala stvar in se še kar moram sprocesirati vse to, da se zavedam. Za Požinovo je bilo letošnje Evropsko prvenstvo že drugo. Kot leto dni mlajša je bila članica kadetske reprezentance že na lanskem Evropskem prvenstvu na Madžarskem. Zdi se mi, da je bilo to veliko lažje kot lani. Vedela sem, kakšen je protokol in mi je bilo vse tako bolj normalno kot nekaterim drugim, ki so bile prvič v tem in mi je zelo pomagalo tudi pri moji igri. Ota Požin bo v prihodnji sezoni
Prvič v karieri tudi del članske zasedbe Cinkarne Celje. To je zelo velika čast za mene. Mislim, da vem, da bom se zelo potrudila vseh mojih močeh tudi v mlajših selekcijah, da pokažem najboljšo možno igro in tudi pri članski ekipi. Zelo mi je v čast in sem zelo počaščena. Ota Požin zaenkrat uspešno usklajuje športne in šolske obveznosti, saj je tudi uspešna dijakinja celjske ekonomske šole. Moram reči, da s šolo in košarko zelo dobro usklajujem. Imam tudi zelo v redu profesorje in se vse da lepo zmeniti. Vsi so zelo razumevajoči glede košarke, ker vejo, kako veliko treniramo in kako veliko se odrekamo za vse naše dosežke. Jutri bo dokaj sončno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo več oblačnosti. Tam lahko proti večeru nastane še kakšna ploha. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj. V četrtek bo delno jasno. Več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, v Posočju bodo možne krajevne plohe. Južni do jugozahodni veter se bo okrepil, no v petek pa bo na zahodu oblačno s padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije. Na vzhodu bo večinoma suho, vetrovno in vroče. Poletje še ni reklo zadnje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.